Zdi se, da se vsak še spomni, kaj je počel 11. septembra 2001, ko sta v New Yorku goreli stolpnici Svetovnega trgovskega centra. Kako se 10 let kasneje spomnijo tega tragičnega dogodka, smo povprašali mimoidoče na ulici. Kje ste izvedeli za teroristični napad na dvojčka? Ja, v savni. Ker nisem mogla verjeti, ko so ljudje govorili o tem. Šele potem, ko sem prišla domov, sem videla, kakšna groza se je zgodila. In še zdaj mi je težko, ko o tem razmišljam. Mislite, da ta dogodek tudi na vaše življenje vpliva? Ja, zagotovo, saj se ne počutiš več tako varnega. Torej se v Sloveniji več ne počutite varno? Tako hudo zopet ni, no, ampak vidiš, kaj vse se lahko dogodi dan danes. V Sloveniji sem bil ravno pred absolventskim izletom, se mi zdi, zato se spomnim, ker smo potem odhajali na Malto in nismo točno vedeli, če bomo sploh kam šli, ker je bilo potem na sceni z letali tako, ne. In ste spremljali dogodek celi dan? Ne. Mislim, morali smo ga nekako cel dan spremljati, ker so nas bombardirali z vsemi informacijami, ne. Je še ta dogodek kako drugače vplival na vaše življenje, razen absolventskega izleta? Na moje življenje? Ja, začneš razmišljati o raznih takih zadevah, kaj se ti kje lahko zgodi, oziroma kako varna so še potovanja, oziroma kako varno je na svetu nasploh. Se počutite varnega na svetu? Vedno manj, ne. Tega se pravzaprav datuma že zaradi rojstnega dneva sina spomnim, ker ima na isti datum rojstni dan, ampak tragika vsekakor ne. Ne daj Bože še kaj takega. Ali menite, da je ta dogodek tudi vplival na vaše življenje? Na moje osebno niti ne, ampak nikoli ne veš, kaj nas čaka, ne. Ali se počutite varno v Sloveniji? Vsekakor. Ja, spomnim se ga zaradi tega, ker ta ameriška imperialistična sila dobro medijsko deluje, tako da smo vsi v sekundi vedeli, za kaj se gre. Tam, ko so pa v Ruandi milijone pobili, pa noben ne ve, ne tako. Pa se v Sloveniji počutite varno? Ja, se počutim varno, ker če ne drugi, jaz ne rabim nobenega, sam za svojo varnost skrbim.